In če recimo skrbimo za kakovost hrane, brez katere zdržimo 3 tedne, poskrbimo toliko bolj za kakovost zraka, brez katerega preživimo največ 3 minute. Zrak je naša osnovna hrana. Kako funkcionirajo podjetja, učenci, učitelji, lahko zaradi boljšega zraka si dvignejo uspešnost učenja, bom rekel, za 20 do 25% in tudi produktivnost v podjetjih lahko, bom rekel, bistveno izboljšamo. Ljudje precej pozno zaznamo, da dihamo slab zrak, zato nam lahko pomagajo senzorji ali električno krmiljenje oken. S tem dobimo informacijo, da potrebujemo prezračiti prostor ali pa se okna avtomatsko odprejo in zaprejo. Kakovost zraka v poslovnih prostorih je pomembna z 2 vidikov, zaradi dobrega počutja zaposlenih ter zaradi njihovega zdravja. Le tako lahko kakovostno opravljajo delo. Spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih je poleg prezračevanja pomembna aktivnost za učinkovito obvladovanje tveganj. V času pandemije smo se na primeru več izobraževalnih institucij na Hrvaškem, ki smo jih opremili s partnerji, lahko na lastne oči prepričali, kako zelo koristna je namestitev takšnega sistema tako za lastnike in uporabnike kot celoten ekosistem javnega zdravja. V stavbah imamo lahko naravno ali mehansko prezračevanje. V primeru naravnega zračenja moramo pogosto odpirati okna, v primeru mehanskega zračenja pa moramo preveriti kvaliteto filtrov in jih po potrebi zamenjati. Spodbujamo ljudi, da spoznajo posledice življenja v izrabljenem zraku. Dobra arhitekturna zasnova pomeni, da z manj naredimo več. Kakovost zraka v zaprtih prostorih je izrednega pomena, saj v njih preživimo več kot 90% svojega časa. V svetu uveljavljena pravila stroke se neprestano spreminjajo, zato je zelo pomembno, da se tudi za slovenski pravilnik o prezračevanju stavb vzpostavi mehanizem neprestanega posodabljanja.